Ko se neka zadeva zaključi, ko se en cikel zaključi, ko se naloga zaključi, ko mislimo po enem obdobju, da smo res imamo za sabo veliko uspehov, da takrat pristopimo in začnemo dialog o tem. Jaz verjamem v partnerski odnos, se pravi dva odrasla človeka, ne glede na hierarhijo, se o tem pogovarjata kot partnerja, enakovredna partnerja, se pravi pristopiti na tak miren, odločen način, opremljen z dejstvi predvsem, z argumenti, jih dati na mizo in se o tem pogovarjati, kaj je bilo okej, kaj ni bilo okej, rezultati in kaj temu sledi. Čim bolj konkretni, uspešno zaključen, projekt, opravljena naloga, mogoče, mentoriranje mlajšega sodelavca, nekaj, kar je zelo konkretno pokazati, če se le da tudi v številkah, opremiti se s takimi konkretnimi dejstvi. Če niso stvari definirane, je to zelo triki, se pravi na začetku, kakšni so ti budžeti za bonuse ali pa za nagrade. Sigurno nima, jaz vsaj ne predlagam, da mi predlagamo, kot, zaposlen ali pa sodelavec, ampak da se pogovarjamo o tem, kaj je še sprejemljivo, kaj v bistvu funkcionira tudi za ostale, ker nikoli ni fino, da v kolektivu štrlimo ven. Fino je razumeti, od kod prihaja ta ne. Mislim, da res zato se pogovarjati, ne se takrat zapreti, zablokirati, ampak odpreti ta pogovor, da razumemo, zakaj ne. In pa, ko razumemo, zakaj ne, potem lahko postavimo vprašanje, tako, kot sem prej rekla, kaj je potrebno narediti, da pridem do tega, kdaj se lahko ponovno o tem pogovarjava, tako da ne zapiramo stvari in jih zablokiraš, zapreš v škatlo, zapreš in ne odpiraš več tega, ampak da odpiraš možnost, mogoče ne zdaj, kdaj pa, čez mesec, dva, tri. To se mi zdi ključno.